Lepo pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Moja današnja gostja je Irena Roglič-Kononenko, ki je psihologinja in prevajalka. Več kot 2 desetletji se že ukvarja z Bachovo cvetno terapijo, metodo pomoči v čustvenih stiskah, ustanovila je Inštitut za Bachovo cvetno terapijo, psihično pomoč in umetnostno terapijo v Ljubljani. Ljudem pripravlja Bachove kapljice in izobražuje Bachove cvetne pomočnike na celoletnih seminarjih. Prevaja in piše knjige o Bachovi cvetni terapiji, vodi cvetne delavnice in pleše v krogu za Bachove cvetove. Dodatno se je izobraževala v 3-letni podiplomski šoli psihološke astrologije Viktorja Gerkmana, za pomočnico z Bachovimi kapljicami na Bachovem inštitutu na Dunaju pri Medschild Schäfer ter za plese v krogu pri Marianne von Schrichov, dr. Gabriele Vözlen in Kriakosu Kamalidisu. Skupaj z možem Igorjem sta pripravila komplet 39 Bachovih esenc po originalni recepturi dr. Edvarda Bacha. Njena knjiga Bachove kapljice Mir v duši je plod 20-letnega ukvarjanja z Bachovo cvetno pomočjo in izobraževanja Bachovih cvetnih pomočnikov na celoletnih seminarjih. Hvaležen sem, da se je odzvala mojemu povabilu gospa Irena Roglič-Kononenko. Lepo pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Z menoj ponovno krasna gostja Irena Roglič-Kononenko. Gostili smo že njenega moža, profesorja dr. Igorja Kononenka. In za začetek bom prebral tole en citat od Edvarda Bacha, ker bova govorila o Bachovi cvetni terapiji. Torej, glavni razlog za neuspeh moderne medicinske znanosti je to, da se ukvarja s posledicami in ne z vzroki. In še ena, bolezni nikakor ne moramo pozdraviti ali izkoreniniti z današnjimi materialističnimi metodami iz enostavnega razloga, ker bolezen ni materialnega izvora. Ja, Irena, dobrodošla v našem studiu. Kako si kaj? Hvala, v redu. Ja, gre, super. Ja, torej pogovarjala se bova o Bachovi cvetni terapiji. Sama se že precej let ukvarjaš s to terapijo. Nam lahko mogoče za začetek poveš, kaj je sploh, kakšne vrste pomoč je ta Bachova cvetna terapija? Kdo je avtor Bachovih cvetnih kapljic, to sem že povedal, in kako je prišel do teh cvetnih zdravilnih pripravkov? Bachova cvetna terapija je naravna pomoč v čustvenih stiskah. Ne more škoditi, nima stranskih učinkov, lahko samo pomaga. Njen avtor je Anglež, zdravnik Edvard Bach, ki je želel najti zdravilo, ki bo samo zdravilo in ne bo nikoli škodilo. Menil je, da bo tako zdravilo našel v kraljestvu narave, kar se je v zadnjih 7 letih njegovega življenja mu zares posrečilo. Rojen 1886, umrl 1936, je v tistem času sicer začel svojo kariero kot uspešen zdravnik, bakteriolog, imunolog, tudi kirurg, ampak to, kar je on opažal, je bilo, da uradna medicina sicer preganja simptome, kdaj jih uspe pregnati, kdaj se vrnejo nazaj, kdaj jih nadomestijo novi. Stranski učinki zdravil pa dostikrat povzročijo več škode kot koristi. Tako da je želel najti zdravilo, ki bo zdravilo vzroke bolezni in ne samo odpravljalo simptome. Vzroke bolezni je pa Edvard Bach videl v čustvenih stanjih, v neharmoničnih čustvenih stanjih, ki trajajo tako dolgo, da pustijo posledice na telesu. Čustva so nevtralna, so nek znak, ki nam pove, kje smo v življenju. Če so harmonična, če je to ljubezen, sočutje, veselje, potem je to lahko naš kažipot v življenju. Ne pomislimo vedno, da so tista, ki niso harmonična, ravno tako pomembna kot sporočilo, kam in kako naprej v življenju. Brez teh sporočil bi težko
hodili. Bili bi tako kot brez zemljevida v pokrajini, kot brez prometnih znakov na cesti. Če nočemo, ne moremo zaznavati čustev, jih ozaveščati, se ukvarjati z njimi, ne moremo, nočemo, kakorkoli že, potem se odrazijo, če trajajo dolgo, na telesu. Na telesu so pa njihova znamenja tako neprijetna, da smo se pa prisiljeni z njimi ukvarjati. Zato Bach meni, da so ta sporočila, prva sporočila, telesna, bolezenska, v bistvu v naše dobro. Vračajo nas nazaj k sebi, želijo nas opomniti na nekaj, s čimer si mogoče delamo škodo. Tako da bolezen je v bistvu tisto, kar nas opomni in nam pomaga. Je opozorilo, da nekaj ne delamo v redu, da v bistvu smo nekaj potlačili, da od nečesa mogoče bežimo. Duša, je tudi rekel Bach, duša, in tudi jaz resoniram s tem, pošlje bolezen, zato da se človek prebudi. Jaz mislim, da je Bachova cvetna terapija v bistvu, tako kot vsako resnično zdravljenje, duhovno zdravljenje. Čeprav seveda vsi, ki jo uporabljajo, tega mogoče niti ne vejo. Ok, iz katerih rastlin pa so Bachove kapljice pripravljene, na kakšen način so v bistvu pripravljene? Bach je zadnjih 7 let hodil okrog, prehodil celo Anglijo, bil v naravi cele dneve in iskal rastline. Se pravi, rastline, kakršne so vse okrog nas, v Angliji, pa tudi pri nas, po celi Evropi. Postal je tako senzibilen človek, da je v bistvu že ob tem, ko je cvetni listič položil v jezik, začutil, pri kakšni težavi lahko rastlina pomaga. Tako da Bachove rastline so cvetovi rož, grmovja, dreves, pripravljene po 2 metodah, sončni in metodi prekuhavanja. Samo mogoče za ponazorilo nekaj teh rastlin: repik, trpetlika, bukev, tavžent, roža, rožič, češnjelika, sliva, hrast, macesen. Bova tudi potem kakšno pokazala, ja? Tudi bova, ja. Tako da našel je 37 cvetov grmovja, rastlin, dreves, 38. esenca je bila studenčnica, pripravljena na enak način kot cvetne esence. 39. pripravek pa je edini, ki ga je sam pripravil naprej za prvo pomoč. Se pravi, za takrat, ko ne moremo premišljati, kaj kdo rabi, ampak v bistvu moramo samo hitro pomagati. To je ta rescue remedy tudi? To je rescue remedy, rešilne kapljice, rešilno zdravilo, ki ga v bistvu... Včasih sem ga tudi uporabljal, ker je bilo še ni spit, pomaga. Pomaga, ja. Jaz sem od začetka mislila, da mora že na pol umirati, da lahko to uporabljam. Ampak ne, v bistvu lahko v vsakem stresu, v psihičnem, težkem stanju, v slabi novici, pa tudi v telesnem slabem stanju uporabimo. Rešilne kapljice seveda še bolje, če imamo osebno mešanico kapljic in si pomagamo. Odlično. Kako pa v bistvu te kapljice delujejo? Kaj ozaveščajo, kaj prebujajo v nas? A to recimo zdravijo ta naša čustvena stanja, ki so v disharmoniji? Kako mogoče to deluje? Zdaj, Bachove cvetne esence niso namesto zdravniške pomoči, kadar je ta potrebna. Zdaj, direktno opremališče kapljic so čustvena stanja, nerazrešena čustvena stanja, huda jeza, nemir, nemotiviranost, žalost, obup. Delujejo tako, da ta stanja harmonizirajo in da se mi na nek način zavemo, kaj se z nami dogaja. Jaz mislim, da delujejo na ozaveščanje,
Mogoče bi jih lahko primerjali s soncem, ki posveti v meglo našega življenja, tako da nam naša situacija postane majčkeno bolj jasna, pregledna, da se zavemo morda, kako bi jo lahko razrešili, kaj je za nas tisto dobro in prav. In seveda, da dobimo tudi malo poguma, moči, da to tudi naredimo. Bachove kapljice ne morejo delovati same po sebi na tak način, da razmišljam enako, kot sem včeraj, občutim enaka čustva kot včeraj, delujem enako kot včeraj, ampak pijem Bachove kapljice in sem naenkrat rešena vsega. Čakam na čudež, ja. Torej bo treba tudi, recimo, lahko se kombinira tudi z eno dobro psihoterapijo, recimo, da se to lažje transformirajo ta čustva, da človek lažje izrazi, da ven, ne? Ja, jaz mislim, da je to zelo dober način, da v bistvu zelo pomagajo pri psihoterapiji, tudi pri čist klasičnem medicinskem zdravljenju, ki pomagajo ljudem, da pridejo do več zaupanja, več motivacije za zdravo življenje. Tudi do več motivacije za to, da sledijo sebi. To je po Bachovem zelo, zelo pomembno. On razmišlja nekako takole: človek je zdrav, dokler sledi sebi, dokler je vse, kar počne, v skladu z njim. Ko stopi sugestija drugega človeka v naše življenje in ga usmerja, tako meni Bach, smo zašli svoje poti, smo zašli s poti zdravja, sreče, zadovoljstva, notranje izpolnjenosti. In Bachove kapljice nam na nek način pomagajo, da se na to pot vrnemo. Torej nas vrača na pot naše duše, našega namena, poslanstva v tem življenju, ker to tudi dejansko dosti ljudi govori, če mi ne živimo svojega poslanstva, v resnici lahko zbolimo. Ne? In je to še kako pomembno potem slediti tistemu klicu, ki je znotraj. Ne? Bach govori samo o tem. V bistvu se vse vrača na to, kako zelo pomembno je, da poslušamo sebe, da niso to drugi ljudje, da ne določajo našega življenja starši, učitelji, vzgojitelji, neke avtoritete od zunaj. Da ne počnemo nekih stvari zaradi tega, ker nam mogoče prinašajo ugled, ker nam mogoče prinašajo boljši status, več denarja, ampak da poiščemo tisto, kar je res naše, notranje, kar si je naša duša izbrala ob utelešenju. Če to živimo, potem se ne more nič hudega zgoditi v našem življenju. Torej je res pomembno slediti sebi, temu notranjemu klicu in potem dejansko je vse lažje. Vse lažje, čeprav je zanimivo, da tako malo kdaj to zares počnemo. Sploh v teh časih, ker vsi programirajo, vsi nam nekaj vsiljujejo, neka njihova mnenja, kaj je dobro za nas. Noben pa ne spodbuja te individualnosti, te kreativnosti, te intuicije, recimo, še vedno. Žal ne vzgoja, ne izobraževanje. Vsi nas samo ukalupijo, sprogramirajo, v ene robotke. Mogoče se v zadnjem času tega bolj zavedamo, ampak to ni od danes, tudi ni od včeraj, to je z nami. Ja, to je že dolgo. Dolgo. Ok, bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebojeno srce Slovenije. Z mano je krasna gostja Irena Roglič-Kononenko. Irena, kakšna je torej duhovna osnova te Bachove cvetne terapije in kdo v bistvu lahko sploh pomaga s temi kapljicami? Duhovna osnova Bachove cvetne terapije je predstavljena v Bachovih spisih Zdravi se sam in osvobodi se. Človek, ki je v skladu s svojo dušo, s svojim življenjskim poslanstvom, je zdrav človek. Če te zaide s poti, pa lahko že z najmanjšim trudom umiriti se, začutiti svojo dušo, sebe, se tudi vrne nazaj.
To je torej prva knjiga, potem je pa tudi tvoja knjiga, ne? Mir v duši, to si pa sama napisala. Ja, to je namenjeno tistim, ki bi se želeli sami ukvarjati z Bachovo cvetno terapijo, pa tudi za seminarije, ki jih vodim. Aha, torej izobražuješ tudi terapevte? Ja, to je v bistvu že kakšnih 15 let. Aha, super. Okay. Kako pa zdaj izberemo sploh primerno mešanico teh kapljic, recimo celostno za posameznika in ne za težavo na splošno mogoče? Ja, pri Bachovu ni esenc za glavobol, za pljučnico, ampak se zmerom pogleda, v kakšnem čustvenem stanju je oseba. In sicer v tem trenutku, ne na splošno, ampak zdaj in ona. Če bi imeli 10 ljudi glavobol, bi dobili pri Bachu različne mešanice esenc, ker mogoče bi ga nekdo imel zato, ker bi preveč delal, pa bi rabil esenco sporiša kdo drug zaradi strahu, ki mu ne da, pa bi rabil krinkar spet nekdo tretji zaradi nečesa drugega. Se pravi, zmerom tudi ob isti težavi, glede na psihična stanja, ki jih človek doživlja. Tako da imamo 39 različnih Bachovih pripravkov, stekleničk. Ponavadi v mešanici mešamo 1 do 7 esenc, tako da imamo okrog 15 milijonov možnosti različnih mešanic. Se pravi, mešanice se praktično ne ponavljajo. Tako da lahko oseba si sama izbere, potem ko se poduči o esencah. Je pa mogoče za začetek, pa za osebo, ki je v resnični stiski, dobro, da poišče nekoga, ki ima izkušnje s tem. Bach si je sicer predstavljal, da ne bi bila to pomoč, kjer lahko vse naredimo sami, tudi rastline poiščemo v naravi in iz njih pripravimo. To je treba v pravilnih urah, ne? Pripravke, ja. To je kar težko najti tako vreme. Ja, da bo vse ustrezno, ne, po protokolu. Da ne bo nobenega oblaka na nebu, da bo sonce, da bo rastlina v polni zrelosti, ravno pravi čas. Ampak načeloma ja, če nekdo želi vse to pripraviti sam, si tudi lahko naredi. Bach je zelo želel, da je vse enostavno. Menil je, da za res pomembne stvari v življenju so enostavne. Ja, se to je res, ja. Tako da njegove te esence so nekaj, s čimer si lahko pomaga vsak posameznik. Seveda pa za začetek ob začetku imamo verjetno vsi en tak občutek, da bi vsako od teh esenc rabili. Ja, bi kar vse zmešali. Vse bi zmešali naenkrat. To pa ni tisto, kar je najboljše. Tako je mogoče tisto, kar nekdo z izkušnjami hitreje začuti. Kaj bi bilo v danem trenutku za osebo najbolj primerno, ne? Ja, in najbolj potrebno. Tako, okej. Mogoče nekaj primerov prakse, recimo tvoje svetovalne prakse, primerov ljudi, pa mogoče pokažeš kakšno esenco, ki je pomagala pri določenem stanju, mogoče s kakšne tvoje lastne izkušnje. Ja, teh izkušenj se je v 25 letih dela zelo veliko nabralo. Jaz mislim, da sem bila najbolj vesela, pa tudi dostikrat presenečena ob dobrih izkušnjah, o katerih so poročali starši otrok. In sicer čim mlajši so otroci, tem boljše, tem hitreje odreagirajo na Bachove esence. Tako da dostikrat so mi ljudje že isti dan sporočili, da je otrok čisto drugačen ali pa po parih dneh, da nima več težave, zaradi katerih je dobil Bachove kapljice. Zdaj mogoče je treba to pojasniti, zakaj pri otrocih tako dobro delujejo. Prej smo rekli, da gre pri odraslih za ozaveščanje, da moramo s tem sodelovati. Pri otrocih
Jaz mislim, da so tako odprti do teh naravnih energij, da se enostavno pretočijo vanje. Oni nič ne sprašujejo, kako to deluje, koliko časa deluje, a sme delovati tako ali drugače. Oni enostavno se temu prepustijo in esence najbolj učinkovito in najhitreje delujejo prav pri teh bitjih, ki nimajo razumskih predsodkov, se pravi pri otrocih, čim manjši so, možno pa jih je uporabljati tudi pri rastlinah in tudi pri živalih. Jaz mislim, da so dobri učinki Bachovih esenc pri otrocih, rastlinah in živalih tudi nekakšno pojasnilo, dokaz za to, da ne gre pri Bachovih esencah samo za placebo, samo za sugestijo, ker teh bitij s tem najbrž ne moreš pripraviti na učinkovanje. Sicer pa ljudje prihajajo v najrazličnejših situacijah, tudi ob telesni bolezni je lahko Bachova cvetna terapija, čustvena podpora, duhovna podpora in tukaj ni nekih zadržkov, da ne bi smeli pripraviti Bachovih esenc za ljudi ob nekih boleznih, težkih boleznih, o katerih jasno, da tisti, ki ponavadi pomagamo z Bachovimi esencami, ne vemo vsega, pa zelo, zelo malo. Tako da tukaj ni tega zadržka, ker zmerom lahko prinašajo to voljo, optimizem, iskanje sebe, namena lastne duše in potem je seveda oseba tudi bolj dovzetna za kakršnokoli drugo zdravljenje. Sicer so pa zelo dobre izkušnje, vsaj kolikor jih jaz imam pri zdravljenju z Bachovimi esencami, prav pri alergijah. Se kar izvenijo potem, recimo? Ja, v nekem smislu določene stvari zelo hitro izvenijo. Jaz sem si recimo sama ob astmi pomagala, ob astmatičnih napadih z Bachovimi rešilnimi kapljicami in namesto, da bi se izkašljevala uro, se je to zgodilo v 5 minutah, ampak da so alergije, mnoge alergije, astma je bila tudi alergijska, prešle, je pa minilo več let jemanja Bachovih mešanic. In jaz mislim, da zadnja alergija na mačko je šla pred kratkim, pred parimi leti, potem, ko sem jaz nekako že se s tem sprijaznila, da ta bo pa pač ostala z mano do konca življenja. Nekoč sem opazila. Ko sprejmemo, lahko odide. Točno to. In take esence, ki nam pomaga sprejeti, da zadeva odide, je recimo esenca pravega kostanja. Ta nam v bistvu pomaga skozi največje transformacije. Seveda, predtem je trenutek, ki bi ga lahko imenovali črna noč duše. Se pravi, ko je tako hudo, da človek razmišlja, da je to na meji njegovih moči, tistega, kar še lahko sprejme, kar lahko še preživi. Če bi hujše prišlo, ne bo mogel več. No, v takih situacijah mu esenca pravega kostanja pomaga. In ja, sprejeti, ko sprejmemo, marsikaj lahko tudi odide. Ampak ne moremo sprejeti s figo v žepu. Ja, bom sprejela, ampak ne se zgodi tako, kot želim. Ja, mora biti iskreno, in res. Iskreno in to pomeni tveganje, negotovost. Tako, zaupati temu višjemu, da se bo zgodilo tako, kot se ima za zgoditi, da se predamo in res ne dvomimo. Esenca, ki pomaga razvijati zaupanje, je esenca encijana. To je Bachov encijan. Pomaga nam razvijati zaupanje do sebe, do drugih, na splošno do življenja, da nam s tistim, kar nam prinaša na pot, ne želi metati polen pod noge, ampak nam v bistvu nudi novo možnost za učenje. To je mogoče v hudih situacijah preizkušnje težko videti, sprejeti, ampak z neke časovne distance pa verjetno to lahko opazimo. Ta esenca nam tudi pomaga, da smo pozitivno nastrojeni, ker če sami dvomimo v tisto, kar začenjamo, potem si dejansko režemo vejo, na kateri
sedimo. Tako da pomaga nam biti zares to, kar smo. Jaz lahko lepe mantre, lepe afirmacije govorim od jutra do večera, ampak če jaz tega ne čutim, potem mi ne bodo nič pomagale. Drugo pa je, če čutim. Tako je. Potem se pa lahko zgodijo tudi čudeži. Ja, res je. Torej, premalo poudarjamo to čutenje, ne preveč samo racijo, razuma, ne v tej naši družbi. Zagotovo. Jaz mislim, da Bachove esence pomagajo ravno zato, ker delujejo tudi na drugih nivojih, ne samo na tem razumskem, logičnem, kjer smo mi ponavadi močni, celo premočni. Tako da tukaj se pa neke stvari samodejno zgodijo. Včasih ljudje to zanimivo opisujejo kot tak lahen piš vetra, nekaj, kar je bilo težava, odide. Včasih niti sami ne opazijo, pa pove partner ali pa ljudje na delovnem mestu ali pa vprašajo, kaj se s človekom dogaja, da se je spremenil. Ponavadi drugi prej opazijo, ne, kot sam človek spremembo. Ne. To mi dostikrat ljudje po terapiji povejo, ja, ne vem, pride žena, mislim ženska, ne, ja, mož mi je rekel, si čisto drugačna, nekaj drugače se ne odzivaš kot prej, sama mogoče niti ni opazila, ampak drugi hitreje vidijo spremembo. Ne. Res je, se tudi spomnim, da prve kapljice, ki mi jih je pripravil zdaj pokojni klinični psiholog iz Begun, Viktor Gertman. Jaz sem to pila, jemala že nekaj mesecev in mož je rekel, da sem se spremenila. Jaz nisem ničesar zaznala v tistem trenutku in mislim, da res še dolgo časa ne bi znala povedati, kaj se je zgodilo ob jemanju Bachovih kapljic. Te izkušnje so zmerom zelo osebne, zelo individualne. Mogoče bi danes po mnogih letih dela z Bachovimi kapljicami lahko rekla, da se je nekaj temeljnega spremenilo v meni. Temu bi malo tako hecno lahko rekla, kot da sem se zaljubila sama vase. Zdelo se mi je vredno ukvarjati se s sabo in ponovno sama iskati. Čeprav po drugi strani se mi je zdelo, kot da so mi spodsekali tla pod nogami. Ravno sem neke opore, navidezne opore si ustvarila v življenju. Potem sem imela Bachove kapljice in kot da tega ni bilo nikjer več. Spravi, treba je bilo zgraditi nekaj novega, resničnejšega. Odlično, zelo lepo bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj krasna gostja Irena Roglič-Kononenko. Irena, kaj pa v bistvu sodeluješ tudi v plesih v krogu, ne, torej umetniške predelave Bachove cvetne terapije, nam lahko poveš še kaj več o tem? Ja, Bachova cvetna terapija je nagovorila tudi mnoge umetnike, tako da so risali Bachove cvetove, delali kipe, ki so predstavljali neko psihično stanje. Jaz sem mislila, da to ni možno, ampak ko sem en tak kip nekoč videla, sem takoj vedela, za katero psihično stanje gre, to je bila divja vrtnica. Obstajajo plesi v krogu za Bachove cvetove. Avtorica koreografij je Latvijka in Nemka po svojih koreninah Anastazija Genk. Ti plesi pa tako kot Bachove esence nekako predstavljajo bistvo vsakršne esence. Se pravi, vsaka esenca nam pomaga v nekem nerazrešenem čustvenem stanju in nam pomaga, da pridemo ven iz njega in da krepimo nasprotno vrednoto. In to lahko ravno tako kot ob pitju kapljic doživimo tudi v glasbi, plesu, ob slikanju. Mene so zlasti nagovorili ti plesi v krogu za Bachove cvetove. Tudi moža Igorja Sotko, da se je temu pridružil. Toliko so ga Bachovi cvetovi nagovorili, da je pripravil za te melodije, folklorne melodije, ljudske, ki so večinoma latvijske, priredbe za kitaro in ustvaril svoja besedila, kar prej pri latvijskih teh melodijah ni bilo, tako da zdaj tudi
ko plešemo, zraven pojemo. In jaz mislim, da je to en tak lep način doživljanja energij teh cvetov, vsakič določene vrednote. In je zelo lepo, da ni treba vsega povedati. Da se nekaj zgodi kar tako, v enem zelo lepem doživljanju, petju in plesu. So še globje transformacije, verjetno, ne, ob vsem tem. Jaz mislim, da so ljudje, ki jih to zelo nagovori. Je pa zelo lepo tudi pripravljati osnovo za Bachove kapljice v naravi. Bach je zapisal, kako je to delal, tako da tam nekje leta 2009 sva to začela delati tudi z možem Igorjem. Ni bil namen, pravzaprav nič od tega, kar počnem danes, ni bil namen. Tudi z Bachovo cvetno terapijo sem se začela ukvarjati potem, ko mi je zmanjkalo časa za službo in sem videla, da počnem samo to. Tudi za Bachove esence se nisem odločila, da jih bom delala tinkture v naravi. Želela sem enkrat priti v stik, mislim, najgloblji stik s tem bitjem cveta, z bitjem esence. Dolg časa sem potem iskala taka idealna rastišča, daleč stran od civilizacije, kamor še ni stopila človeška, ne živalska noga. In po 2-3 letih sem videla, da tega ne bom našla. Potem sem se nekoč odločila, da bi šla delati esenco trepetlike visoko nad bohinjskim koncem. In takrat, ne da bi se dogovarjala, je šel z mano tudi mož Igor. Mislila sem, da gre za to, ker pač vidi, da sama ne bom zmogla. Bilo je še po zimi, bil je sneg, najprej sva se visoko vozila, potem hodila z lestvijo, je bilo treba in vsemi ostalimi pripomočki. Tako da sva to prvič naredila skupaj. Ko sem drugič premišljala in povedala, da bi zdaj mogoče bil čas, da najdeva Betlehemsko zvezdo Bachovo, sva spet brez dogovora šla to narediti skupaj. In tako se je dogajalo celo leto in na koncu leta sva imela skoraj vse matične tinkture Bachovih esenc. Bila pa sva leto in dan, skozi sva bila v naravi. Skozi to nabirala. Ja, v bistvu, kako se pripravljajo te matične tinkture, samo princip. Podobno je homeopatija, ampak to ni homeopatija. Bach je želel, da je tudi pripravljanje veliko bolj enostavno. On se je ukvarjal tudi s homeopatijo, tako da je poskušal najprej pripraviti esence po homeopatski metodi, ampak ni bil najbolj zadovoljen. Tako da potem je v bistvu samo v vodo položil liste, postavil na sonce, to je bila sončna metoda. Druge, ki so pa pozneje v letu, ki so zgodaj v letu dozoreli, ko še ni bilo dovolj svetlobe, je pa v bistvu prekuhaval. Tako da v bistvu rabimo zelo malo rastlin, strašno malo vzamemo v naravi in dobimo potem zelo veliko zdravila. In biti v tem pripravljanju matične tinkture, jaz mislim, da je to največja preobrazba, najmočnejše, najgloblje doživljanje teh esenc. Je zelo lepo. Imam veliko spominov, ko sem se recimo na pol prehlajena, bolna, lotila tega in so premišljala, ali smem ali ne. Ampak po tem dogodku sem bila zdrava. Seveda človek stopi tudi v proces cveta, tako da se nekaj z njim dogaja, tako da potem včasih, ko sva imela z možem že več izkušenj, sva se tudi spraševala, ne samo vesela šla ponovno v naravo pripravljati to osnovo za kapljice. Včasih sem vprašala, se upaš? Ja, se upaš v proces z mano, ali ne? Točno to, ja. Je pa zelo lepo, tudi če človek recimo eno esenco pripravi zase. Je sam ta des že zdravilen. Tako da to tudi z možem enkrat, dvakrat na leto ponudiva. In mislim, da ljudje to zelo lepo sprejmejo. Ok, še eno knjigo si prinesla, to je pa Nastanek cvetne terapije, ne?
Mogoče še kakšna beseda o tej knjigici, pa bova dala potem tudi eno nagradno vprašanje, ne, in podarila potem 3 knjige, ki sva jih omenila. Ja, to je življenjepis Edvarda Bacha, tako kot ga je zapisala njegova sodelavka in prijateljica Nora Viks. Zelo lepa zgodba, ki se nas dotakne, kako je sledil sebi v vsakem trenutku življenja. Tudi ko je imel težave z medicinskimi kolegi. Lobi, ja. Ja. So ga hoteli, ne. Ja. Ja, Pa imajo vsi zdravniki, ki smo holistični ali pa celostni, imamo težave. Ne. Tudi jaz sem imel. Tako da je to nekaj normalnega, očitno, ne, še vedno. Ne. Tukaj je isto kot nekoč. Ja, nič se ni spremenilo več. Samo da so ljudje bolj odprti, ali več ljudi odprtih za kakšne holistične celostne pristope. Ja, meni se tudi zdi, upam, da je vedno tako. več, ja, vedno več. Mislim, da je tako. Tako da on je tem svojim kolegom, ki so rekli, da ne sme sodelovati z nezdravniki, odgovarjal, da bo on po svoji vesti počel, kar pač počne, oni pa ne naredijo, kar hočejo. Če ga izključijo, ga ne pa izključijo iz te zdravniške skupine. Ampak to se ni zgodilo, v bistvu se je pokazalo, da je življenje na strani pogumnih. Vedno, ja. Ja. Pogumni imajo srečo, pravijo, ne? Ja, tako je. Bach je tudi pisal, da ni treba, da se česarkoli bojimo. Tisto, kar bi nam lahko vzeli, ni vredno, da se za to bojimo. On ga drugega nam pa ne morejo. Tako, naše esence, ne, tistega, kar mi smo, je itak je večno. Ne. Lahko ne vem, kaj naredijo s telesom, ampak esenca ostane. Bach je zelo malo, ampak zelo globoko zapisal to vedenje v duhovni plati človeka. Ampak vidim, da njegove besede odzvanjajo tako danes v ljudeh, kot so nekoč, in da njegove te spise, Zdravi se sami, na svobodi se, berejo tako tisti, ki so že vse prebrali, kot tudi tisti, ki niso vzeli še nobene knjige v roke. Ja. Sem slišala, da jih imajo nekateri na nočni omarici in da jih nosijo s sabo v torbici. Da jih skozi zdravi, ne? Ja. Ja, odlično, odlično. Kaj pa še kakšna izkušnja, anekdota mogoče iz izobraževanja, ne, teh Bachovih cvetnih pomočnikov, delavnic v naravi? Tudi, Ja, zanimivo je, kako tudi pri izboru cvetov za določeno osebo, ta logičen izbor, razumski izbor, ni zmeraj najboljši. Najboljši je tisti po intuiciji, srcem. Spomnim se prijateljice na tem seminarju, ki si je zaželela, da ji jaz intuitivno izberem zanjo primeren cvet. In jaz sem takrat imela pač neke druge slike vseh teh cvetov. Tole recimo rožič, cvet intuicije, tole tavžent roža, ki nam pomaga. Da imamo močno voljo in tako naprej. Ne vem točno, kaj sem potegnila, kaj sem izbrala zanjo, tako naslepa. V glavnem, ko je ona to videla, ko sem ji povedala, zakaj esenca je, ni bila zadovoljna. Je rekla, ne, to pa ni zame, to je pa za mojega partnerja. In potem sem ji svetovala, naj pač sama izbere, ona je bila zelo intuitivna oseba. In potem je ona ravno tako razvrstila te slike cvetov in imela en tak dolg postopek, kako je ona to mi že začutila, kje je tista njena esenca. In zgodilo se je, da je potegnila isto. Zanimivo je. Tako da v bistvu se učimo tudi tega zaupanja svoji intuiciji. Mogoče se za koga, ki temu ne zaupa, zdijo te stvari malo čudne. Ja. Ampak s tem je tako, to moramo trenirati, tako kot vsako stvar v življenju. In predvsem moramo to slišati in potem živeti. Tako je. In če to vsak dan počnemo, potem postane to tako močno,
bolj jasno nam govori kot vsak merilni inštrument. Če pa seveda ne mislimo tako, ne čutimo tako, potem pa to ni metoda izbora. Pa ni za nas, ja. Pa ni za nas. Tako, tako. Ampak meni je to zelo blizu in včasih se mi zdi, da so najboljše učne ure zame takrat, ko dovolim kakšnemu otroku, da zase intuitivno izbere eno stekleničko kapljic ali pa eno cvetko. In tisto je tako, Aha, momenta, ne? Okay. Čas se nama nažalost izteka. Mogoče samo še eno nagradno vprašanje dava za naše gledalke, gledalce in bomo podarili te 3 knjige, ne? Mogoče kaj bi bilo vprašanje? Ja, vprašanje, katera Bachova esenca, kateri Bachov cvet lahko pomaga človeku razvijati njegovo intuicijo, mu pomaga takrat, ko se boji, kaj bodo rekli drugi ljudje, ko sprašuje druge, kaj bi ti storil na mojem mestu, ampak nihče drug ni na mojem mestu. Katera Bachova esenca nam lahko pomaga, da nismo podložni avtoriteti, da sami razmišljamo, sami čutimo in da najdemo tudi pogum, potreben pogum, da tisto, kar smo začutili, udejanjimo v življenju. In tudi jasno povemo, ne? Jasno povemo. Tako, super. In v skladu s tem delujemo. Tako, super. Sej si že prej omenila, ne? Tudi rožico pokazala. Ja, jaz mislim, da sem že dostkrat jo omenila. Tako, da mislim, da ne bo težav, ne? In boste, ko bo objavljena nagradna igra, ne? Na Facebooku boste pravilno odgovorili in bomo žrebali kar 3 nagrajence oziroma nagrajenke. Ok, Irena, mogoče sem še ena zaključna misel, stavek za naše gledalke, gledalce, kaj želiš še sporočiti? Ja, da v bistvu je ta življenjska pot zanimiva, je avantura, ni nam treba ničesar doseči. Vse je na poti. Vse je na poti in na tej poti so lahko bitja cvetov, bitja esenc, naši prijatelji. Super, odlično, hvala. Hvala za obisk v našem studiu, hvala za vse, kar si, za vse, kar delaš in moj poklon. Hvala za povabilo. Z veseljem. Hvala torej tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Prebujeno srce Slovenije. Hvala vam, ker ste in hvala, ker gledate to oddajo.